Dobrodošli nazaj v našo družbo in z menoj je že naša prva gostja. Z nami je bila že v ponedeljek, prejšnji teden, če se ne motim, dr. Jana Vale. Lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi. Govorili smo pa o ASEA Redoxu in ker je bila tako zanimiva tema, smo vas še enkrat povabili. Super. Da boste lahko še povedali vse, kar prej nismo morali povedati. Kaj ne? Zdaj, v prejšnjem pogovoru ste menili podjetje ASEA, ki ustvarja vse te imenitne produkte. In kakšno podjetje je to in koliko časa že obstaja? To je podjetje, pravzaprav, ki se s to tehnologijo najprej v taki razvojni fazi ukvarja, mislim, da med 20 in 30 let. Ustanovljeno je bilo pa leta 2007 ali 2006. V Evropi je pa od leta 2012 in relativno hitro smo zaradi ene italijanske povezave dobili tudi te produkte v Slovenijo, s tem, da takrat je bilo to veliko bolj komplicirano in tudi kar se transporta in dostave tiče, tako da zdaj je zadeva čisto utečena. Je v bistvu eno od, takoj se je uvrstilo med 100 najboljših mrežnih podjetij, kar je velik dosežek in v bistvu predstavlja res tako podjetje z integriteto in s takimi res dobrimi vodstvenimi sposobnostmi. Kdo pa je vas predstavil v podjetju ASEA? Kdo so vaši mentorji? Imam 2 mentorja in oba sta zdravnika, ameriška. Larry Kearns je specialist ginekologije. On me je prvi uvedel v ASEA. Njegova mentorica, ki je pa njega pripeljala k ASEA, je pa dr. Maureen Hayes, ki je pa tudi v medicinskem bordu ASEA in je pravzaprav imela z ASEA tako dobre izkušnje doma, v družini, na sebi, da je pravzaprav potem pustila eno izjemno kariero v bolnišnici in je v bistvu zdaj dela samo ASEA že 8 let in se ima zelo dober. Imenitno, torej podjetje, ki še raste in se razvija. Tako. Trenutno v 28 državah, ampak zdi se mi, da je Evropa najtežja za ta posel. Mi smo najbolj zadržani, Azijci so ponoreli za ASEA, Avstralci so čist noro uspešni, mi smo pa majčkeno bolj zadržani. Tako, no, saj veste, nekaj časa rabimo Evropejci, da se umehčamo, Ko se pa enkrat umehčamo, nas pa ne morejo ustaviti. Tako. Zdaj, ASEA se v glavnem ukvarja z zdravjem, če malce posprošim. In kaj pa nas lahko ovira na poti do celovitega zdravja? To sem želela omeniti in to srečujem dnevno tudi in pri sebi in pri svojih pacientih in pri kolegih. Polni smo enih takih omejujočih prepričanj, ki nas včasih ovirajo, da bi res za sebe naredili kar najboljše. To velja in za področje zdravja, velja tudi za področje blagostanja, denarja, vsega, uspeha. In pravzaprav zdravniki nismo nič boljši, mislim, da smo celo slabši včasih, ker recimo, ko se mi kot zdravniki lotimo take stvari, bomo pa tudi videli, kaj pravi dr. Hayes na to temo, imamo včasih en tak velik ego, ki nas zelo ovira. Tako da ne glede na to, da imamo znanje, da vemo, zakaj gre, smo včasih pravzaprav v slabšem položaju kot nekdo, ki začenja pravzaprav čiste kot tabula rasa. Tako laične nule, tako rekoč. Ja, seveda tako gre. Zdaj, prvič, ko ste bili naša gostja, meni je bilo zelo zanimivo, pa še vedno se kar vračam nazaj, ASEA v svojih produktih uporablja redox signalizacijo oziroma celično signalizacijo. In kaj pravzaprav so redox signalne molekule, če še enkrat lahko razložimo našim gledalcem? Redox signalne molekule, poenostavljeno rečeno, so drobne, izredno nestabilne molekule, ki nastajajo kot stranski, včasih so rekli stranski produkt v energetskem metabolizmu v naših mitohondrijih, ki so v bistvu celične elektrarne.
In včasih so mislili, da nimajo pomena, potem so pa začeli ugotavljati na raznih zdravstvenih področjih, da so pa ključne, ker so v bistvu, ker prevajajo oziroma omogočajo, da ta signal med celicami po celotnem organizmu prihaja od celice do celice s sporočili, ki se potem prenesejo prek citoplazme, se pravi prek tega notranjega dela celice v jedro, kjer se ugašajo in prižigajo geni, tako kot na enem taki komandni plošči. In to je en blazno kompliciran proces, a ne. In lepota ASEA je za mene kot zdravnika, ker včasih tudi več kot veš, manj veš in bolj si nekako nemočen, a ne, je, da pravzaprav telesu prepustiš, da samo ugotovi, kje je tista stvar, ki jo bomo najprej popravljali, pa kje so tiste stvari, ki jih bomo popravljali potem. Tako da telo usmeri potem te molekule, tja, kjer so najbolj potrebne. In včasih je dejansko bolje telesu prepustiti oziroma organizmu oziroma telesu kot v širšem pomenu tudi, ne, prepustiti, da samo ureja. Včasih smo tudi preveč nestrpni, ne. Recimo nismo pripravljeni, zdaj je to instantno, ne, vi greste na Google, jaz grem na Google, takoj vidiva, kakšni so rezultati, kako to mora biti, ne. Nismo pripravljeni počakati 3, 4, 5 mesecev, ne. Vsak mesec imamo nekaj drugega. Ja, ta mesec imamo pa tole. In jaz se pol včasih pošalim, sploh taki tehnični umi so zelo nagnjeni k temu, da želijo vse preizkusiti. In potem rečem, prav, pa dajmo zdaj preizkusiti, če dihanje pomaga, pa dajmo en mesec nehati dihati, da bomo dokazali, da dihanje res pomaga. To sicer zdaj zelo karikiram, ne? Ampak dejansko tako mi včasih razmišljamo. Ne upamo si delati 2 stvari naenkrat, zato da ne bomo, ker pa ne bomo vedeli, katera stvar je pomagala. Vse. Važno je, da pomaga, da se mi boljše počutimo. Tako jaz razmišljam. Končni rezultati so važni, dobro počutje. Zdaj, eden teh prvenstvenih produktov ASEA, če prav razumem, je bila ASEA Redox. Tekočina, ja. In kaj je ASEA Redox? Kakšna tekočina je to? ASEA Redox je v bistvu tekočina, v kateri je raztopljen koncentrat oziroma stabilizirana mešanica redoks signalnih molekul. In prednost oziroma tista ključna strateška prednost podjetja ASEA je bila, da so oni pravzaprav bili prvi, ki so uspeli ne narediti redoks signalne molekule, ker to je lahko, to mi sami delamo, neprestano, ampak tudi stabilizirati, tako da ostanejo v tisti steklenici 2 leti. 2 leti so v redu, če je steklenica. Če je steklenica zaprta, če pa je odprta, potem pa jo treba porabiti približno v 14 dneh. 14 dneh, ne. Je pa ena steklenica za en teden. Ja, ena steklenica je za en teden, v bistvu taka 50 ml kozarček zjutraj in zvečer na prazen želodec in to je to. Aha, na prazen želodec. Tako najbolje deluje. Ja, zato ker se ne sme mešati s hrano, ne sme se pomešati z tole, recimo s kovinsko žlico, kozarec mora biti vedno plastičen ali steklen. In tudi, če se ga daje na rano, je dobro dati nekaj gor, ker je čim bolj nevtralno, po možnosti ne bombaž, ampak sintetika je pravzaprav boljša. Aha, da potem pokrijemo. Da pokrijemo, recimo, če je taka odprta rana. Sej, to je tekočina, smo rekli, ne, to je voda, a sem pa slišal, da so si nekateri to vodo začeli že kar mazati na kožo gor. Ljudje so to začeli uporabljati tako pri sebi kot pri svojih domačih ljubljenčkih in potem so videli, da je učinek zelo dober in je rekla firma, no pa dajmo narediti še gel in potem so dali 2 in to je bilo tudi kar problematično, zato ker določene te sestavine lahko nevtralizirajo redoks signalne molekule, tako da so potem prišli do teh 2 sestavin, ki sta dodatno v ASEI, zato da se sprime v gel in tudi tubo je vedno treba pretresti, preden jo uporabljate in to je to. Aha, in to je to. To je to. No, tako, torej, kar so bili kar izzivi, ne, za podjetje ASEA v tem način najdeti nekaj, kar ne bo škodovalo veliki izzivi, pa pravzaprav tudi namreč Norton Verdis, to je oče, in Tyler Norton sta bila pravzaprav začudena tudi sama in najeverna na začetku, kako je možno, da to tako dobro deluje in pravzaprav je to vedno ena taka ovira, kako razložiti, kaj redoks signalizacija sploh je in da to ni v bistvu slana voda, ampak da je to produkt iz slane vode, ki je razbita na prav faktorje in stabilizirana. In to je to.
Ne smemo pa dodajati nič tej vode. Ne. Ne, moramo samo zaužiti. Nekateri bolniki so imeli malo težav, ker ima vseeno tak majčken slankast okus in so potem sicer podjetje razvilo eno tako aromo, mislim, da ima po jagodičevi okus, ki se jo lahko doda, pa se potem na hitro popije asejo, ampak mislim, da se ni prav dobro prijela, no? Tako da ljudje se kar navadijo na ta okus. Tako, ne. Včasih se je pa treba tudi na kaj navaditi. Brez skrbi. Mi se bomo pa navadili na ene take zelo kratke oglase, po oglasih pa še več o aseji, sploh o temu gelu. Me še kaj zanima, moram povedati. Bova pogledala. Bomo pogledali, tako da ostanite z nami, že čez nekaj trenutkov bomo nazaj z dr. Jano Val govorila o Aseja Redoxu. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z dr. Jano Val se pogovarjava o Aseja Redoxu. To so, kaj je to pravzaprav? V bistvu so to prehrambeni dodatki? Ja, to je prehransko dopolnilo. Gel pa mislim, da je v Evropi registriran kot medicinski pripomoček. Skratka, ni registrirano pri FDA, tako zato je tudi firma zelo stroga in zelo striktna, kar zadeva uporabo diagnoz. To nas včasih kar ovira, mogoče bomo videli tudi v tem videu, ko govori, tudi ta dva moja zdravnika, noben od njiju ne bo uporabil diagnoze, čeprav nekako uganemo, zakaj gre, ne? Ampak ni dovoljeno in je tudi prav, da se vsi tega držimo. Potem pa kar predlagam, da si pogledamo eden od videotov enega vaših mentorjev. Tako. Je tako? No, potem pa prosim režija, če zavrtimo posnetek, da se še malo bolj informiramo o Aseja Redoxu. Thank you so much for having me, Jana. I'm happy to share my ASEA story. It was actually brought to my attention about 8 years ago, a little bit longer. And initially, I did not listen. The person who brought it to me was a friend of mine, but she was not a medical person. And I wasn't open to the information. I heard that it was made from salt water, and it seemed unlikely that it could have any real benefit. Plus, I live on the Gulf Shore, so I'm surrounded by salt water. However, about 6 months later, another friend brought it to my attention, also not in the medical field, but a very successful businessman. And I was curious as to why he would be involved with a company that produced a saltwater product. And I learned that it was not just salt water, it was actually something called redox signaling molecules. And what he didn't know at the time that he was sharing this with me is that my husband, also a physician, had a life-threatening illness. So we took a leap of faith, I call it a God moment, and started on the product. I put my entire family on the product, and as well as a few friends who had some challenges that were not responding to traditional treatment. And not only did my husband get his health back, but so did these friends. And I really became curious as to how these molecules were helping people's bodies heal themselves. And I was back in training at that time, but when I finished that certification, I decided, instead of hanging my shingle and going back into practice, that I was going to become a redox educator and share this information around the world. That's what I've done for the past 8 years, and it's been an incredible and very fulfilling journey. Thank you, Jana. Tako da vidimo, da Aseja že preko celega sveta podira meje in veliko je ljudi iz zdravstvene stroke, ki širi dobro ime Aseja. Ja, predvsem v Ameriki. Zelo radi imajo Asejo kiropraktiki, zato ker oni ne predpisujejo zdravil in je Aseja en tak pripomoček, ki ga lahko uporabijo pri svojem delu. Naturopatski zdravniki so tudi zelo navdušeni nad njo in seveda tudi navadni zdravniki, navadni MD-ji. Tako da predvsem zelo različna področja, estetska kirurgija, dermatologija, rehabilitacijska medicina, vse te panoge, pravzaprav stanje po poškodbah in druge veje medicine zelo podpirajo oziroma uporabljajo Asejo tudi pri vsakodnevnem delu. Velikokrat se morate srečati ambasadorji Aseja, vam lahko tako rečem, da vas sprašujejo, kako pa to deluje, a pa je to zares varno, pa naprimer Renault 28, tale gel, vas ljudje dosti sprašujejo, če je to varno, ker meni je že tako, vse je krema, je lahko krema nevarna. Ja, v bistvu je tako, to smo že rekli, ljudje so pripravljeni čisto vse dati na kožo in sploh ne pomislijo, kaj vse je lahko noter, da so hormoni, barvila, konzervansi in to. Vsega tega pa Renaultov ni.
Tako da se dejansko lahko uporablja tudi na sluznicah, tudi na odrgninah, na ranah. In to s pridom tudi uporabljamo. Uporablja se lahko tudi za otroke, za dojenčke, uporabljajo ga lahko nosečnice. Tako, res široka uporaba. No? In rezultati so res neverjetni. Dermatest je pravzaprav dal 5 od 5 zvezdic Renuju, to je Evropska certifikacijska agencija, so preizkusili in res so dali pohvalo za odličnost. Imenitno. Zdaj, Aseja, imenitno se sliši, ne? Ampak a se lahko mi na to navadimo, da zadeva ne bi imela več nekako učinka, ne? Da smo že tako navajeni na to? Jaz bi rekla ne, in tudi študija je dokazala, da je pač do učinka prišlo, ko so ljudje pili Asejo, do tega epigenetskega učinka na teh 5 genih je prišlo v 8 tednih, ki je vztrajal ta učinek potem ves čas, ko so pili, potem ko so nehali s to študijo, je pa učinek izvenel v 8 tednih. In to je v bistvu dokaz, da pravzaprav ne prihaja do kakšnih trajnih genetskih modifikacij, ampak je v bistvu ta epigenetski učinek, se pravi tisti, ki je tak dinamičen. Lahko se pa navadiš na dobro zdravje, to je pa druga stvar. Tako da pravzaprav, ko enkrat piješ Asejo dalj časa, se opaziš, če si šel na potovanje, pa si jo pozabil doma, ali pa da si jo pozabil vzeti, ali pa tako. To pa ja. Opazite, da je nekaj drugače. Ja. Kaj pa recimo prvo opazimo, ko začnemo z uživanjem Aseje, redoksa, ne, te vaše tekočine? Kako bi vi meni povedali, ne, enemu totalnemu laiku, kako bom opazil razlike? Jaz bi vam rekla tako, da je pravzaprav to od uporabnika do uporabnika različno. Vsi imamo eno šibko točko, in takrat običajno na tistem mestu se najprej pokaže to delovanje. Eni imajo takoj več energije, drugi bolj spijo, drugi ne morejo spati, ker imajo toliko energije, pa je treba pa bolj zgodaj popoldne vzeti to drugo dozo. Eni so bolj vzdržljivi, rabijo manj spanja in tako. Običajno so taki učinki zelo hitri. Takrat, ko so delali raziskave, ko so imeli športnike na teh kolesih in so jim vsakih 20 minut jemali kri, da so ugotavljali, kako se kri oziroma biokemični faktorji spreminjajo, so ugotovili, da v bistvu takoj pride do teh sprememb, ampak v bistvu mi kot ljudje pa jih ne zaznamo včasih takoj. Odvisno tudi tega, seveda, od kje štartamo. Če začnemo pri 90 letih in smo že res utrujeni, bo učinek verjetno drugačen, kot če začnemo pri 25 ali pa 35. Vsak ima svoje telo, svoj organizem in svoje primališče. Tako, in na vsakega malce drugače deluje. Sem pa slišal, da je zelo dobra za športnike, ne, tudi pri okrevanju, za povečanje nekako kondicije, bi še rekli. Že tako imajo veliko kondicije profesionalni športniki, to pa še pomaga. Ja, imajo veliko kondicije, ampak obenem pa te napori pravzaprav tudi predstavljajo stres za organizem. In Aseja jim pomaga, da se hitreje regenerirajo. Smo že rekli, da ta VO2, se pravi poraba kisika, se izboljša, tako da je v bistvu tudi ta zmogljivost boljša. Nisem prinesla s sabo iz slike, ampak en triatlonec, James Lawrence, ameriški, je Asejo pravzaprav uporabljal na skrivaj in je potem v enem nenormalno kratkem času naredil 50 triatlonov. In je dokazal pravzaprav, da je regeneracija res toliko hitrejša. Ker po triatlonu tisti, ki to delajo, točno vejo, da so par dni čist fučane. Tukaj je pa ta regeneracija bistveno hitrejša in te, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, seveda čas je denar, več triatlonov je, več sponzorskih sredstev in tako vsekakor to s pridom uporabljajo. Pravi, to recimo prišlo tudi prav ljudem, ki imajo tako za službo tudi fizične napore, če morajo cel dan stati, recimo fizično delo, gradbinci, gozdarji ali pa kaj takega, bi jim definitivno Absolutno, jaz si želim, da bi vsi imeli to. Zdaj, ko ste omenili gozd, naš nažalost pokojni športnik, ki je smučal s Himalaje. Aha, ja. On je bil uporabnik Aseje, nažalost je potem v gozdu srečal smrt, to je res žalostno, ampak on je bil res zagovornik Aseje. Sicer je ni mogel vzeti v Himalajo, ampak vzel pa je s seboj Renu, tako da
vsaj nekaj. Aha, Renu, ne, če bi kakšna uzablina bila, bi to tudi pomagalo. Imate morda kakšen lastni primer učinkovanja Aseje in Renuja? Imam veliko primerov, pa danes sem prinesla še par slik, no, ki so zanimive, zato ker da se vidi pravzaprav na koliko različnih tipov kože in težav Renu lahko deluje. Ne. To so recimo mladostne spremembe kože in je velika razlika. Potem seveda stara koža, pomlajevanje, to so akne na hrbtu, je bil tudi dober učinek. In pravzaprav, ko kažeš te slike ljudem, vsakmu je druga slika všeč. Običajno nekaj, kar je povezano z njim ali pa z enim njegovim sorodnikom, najbližjim, se pravi. No, to je naša zdravnica, dr. Hayes, ki se je malo upekla v Mehiki, pa je potem z Renujem praktično v 2 dneh si pozdravila to opeklino, ki je pravzaprav tako med 1. in 2. stopnjo, ampak vidite, rezultat je kar super. Tako da pravzaprav bi morali vedno, ko gremo na tople kraje, to imeti s sabo. Tale gospa pa ni verjela, da to deluje in potem je tle vidim razlika, je 3 leta, ne, je tudi pila Asejo in vidite, čez 3 leta je v bistvu bolj mladostna, kot je bila pa pred 3 leti, pa mislim, da tudi boljše volje, no. Tako, vsaj po slikah sodeč. Ja, sej dober izgled, dobro počutje. Absolutno. No, to gospo sem pa osebno spoznala v Ameriki. Če bi jo srečali takole na cesti, to sliko na levi in bi rekli, da je gospa nekaj popila, je pa v bistvu imela 7 avtoimunskih bolezni. In tole pa njen rezultat po 1 mesecu pitja Aseje. In še vedno je taka, v bistvu tako en tak velik puhast angelček deluje in je v bistvu praktično zdrava zdaj. S tem, da ni shujšala, ampak je rekla, izločila sem toksine, detoksicirala se je. Tako, ampak poglejte, kakšna res dramatična razlika. No, to je tudi en tak vsakdanji primer, ki ga zelo pogosto vidimo, ne, te otekline, vnetne spremembe na sklepih zaradi različnih vzrokov in tukaj je res. Ta oseba ima, vidite, te končne sklepi so zadebeljeni, pomeni, da ima verjetno eno vnetje na sklepih že odprej, ne, ampak ta prvi efekt je bil pa res super. Torej, Aseja Redox pomaga, Renu 28 tudi pomaga in dr. Jana Valj, najlepša hvala, da ste nas seznanili z veseljem. S tem, kar še nismo poznali. Ne? Ja, tole sem prinesla, ker sem spraznila svojo toaletno polico danes zjutraj, ker sem zadnjič pozabila. To so v bistvu 3 izdelki še, ki se jih poleg Renu gela uporablja za pomlajevanje in za vzdrževanje kože. V bistvu bi lahko rekli, da je tu pisano človeku na kožo, ne? Namreč jaz ne bom imela kožo kot Angelina Jolie ali pa vi ne boste imeli tako kožo kot jaz, ali jaz ne kot vi, ne? Ampak vsak v bistvu dobi svojo lastno kožo najlepšo nazaj, ne? Se pravi, oni pravijo, claim your best skin back. Tako da z Asejo do dobrega počutja in do lepše kože. Tako. In kdor bi si želel spoznati produkte Aseja Redox, le kontaktirajte dr. Jano Valj in popeljala vas bo v svet Aseje. Dr. Valj, najlepša hvala, da ste bili z nami. Nas bodo pa lahko naši gledalci že v kratkem gledali v eni od naših popoldanskih oddaj. Če se ne motim, že jutri ob 5. Bili ste namreč gostja pri dr. Dejanu Jariču, Prebojeno srce Slovenije. Tako, sva pa govorila o medicini na splošno in o zelo zanimivih stvarih. Imenitno, potem pa vabimo vse, da se nam jutri pridružite ob 17. da še bolje spoznamo delo dr. Jane Valj. Dr. Valj, najlepša hvala za vaš čas, pa še kdaj pridite. Hvala za povabilo in hvala, ker pomagate širiti to informacijo. Z veseljem. Mi, cenjeno občinstvo, pa na hitro v oglase po oglasih, bodo pa z nami že predstavniki turistične agencije Oskar. Potovati je tudi lepo. Se gledamo.